Lepo pozdravljeni. Kako visoki bodo v prihodnjih mesecih zneski na položnicah za električno energijo? Na tem področju se obeta kar nekaj sprememb. Že čez nekaj dni bo začel veljati spremenjeni način obračunavanja omrežnine. Z novim letom se izteče obdobje reguliranih cen električne energije. Ponovno bo treba plačevati prispevek za obnovljive vire. A stroški kljub temu ne bodo poskočili, mirijo pristojni. Pojdimo po vrsti. Od 1. oktobra bodo torej distributerji električne energije drugače obračunavali omrežnino. Kaj se bo spremenilo? Obračunavanje omrežnine bo po novem razdeljeno na dve sezoni, višjo in nižjo. V 4 zimskih mesecih, ko je omrežje bolj obremenjeno in poraba večja, bo ta dražja kot od marca do oktobra. Namesto 2 bomo imeli po novem 5 časovnih pasov. Še ena pomembna novost je ločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Kar nekaj sprememb torej, zaradi katerih pa bo, tako na Agenciji za energijo, večina odjemalcev plačevala za omrežnino manj in ne več. Doslej sem imel obračunsko moč 7 kW, po novem izračunu distributerja pa bo ta precej nižja, in sicer 3,6 kW. Se čudi gledalec Gorenjskega, ki ga skrbi, da bo to ob morebitnem preseganju določene obračunske moči pomenilo višje stroške. Sprašuje se, ali naj jo spremeni kar sam, kar mu nova pravila sicer omogočajo. Na Agenciji za energijo to odsvetujejo. Elektrooperater mu je predlagal to dogovorjeno moč na podlagi njegove pretekle rabe omrežja, na podlagi njegovih 3 največjih obremenitev omrežja, in v to so vštete že vse njegove navade, zato ob nespremenjenih navadah ga ni treba biti strah, da bo prihajalo do morebitnih presežkov in obračunavanja teh stroškov. Sploh ne v prihodnjih 2 letih, kolikor bo trajalo prehodno obdobje. Če bi pa slučajno zaradi kakšne spremembe navad prišlo do kakšnega presežka, bo pa odjemalec o tem na računu obveščen in bo tudi obveščen o tem, koliko bi znašal strošek iz naslova te prekoračitve. Elektropodjetjem od teh prekoračitev presežkov ne bo zaračunalo, a le, če obračunske moči ne bo spreminjal na lastno pest. V vsakem primeru bo pa elektrooperater na podlagi tega, kaj se je dogajalo preteklo leto, ponovno to upošteval pri določitvi dogovorjene moči za naslednje leto. Uporabnik pa bo imel možnost, da s prilagajanjem odjema pripomore k razbremenitvi omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno. Kar pa ne pomeni, da bo moral na primer kuhati ponoči. Že z premikom iz obdobja, ko omrežje je najbolj obremenjeno, torej iz obdobja, ko velja časovni blok 1, to je ob delovnikih v višji sezoni, torej po zimi, v hladnejšem delu leta, že s premikom iz tega obdobja v obdobje srednje obremenitve, ki se 3-krat pojavi tekom dneva, lahko prispeva k znižanju svojih stroškov. Na agenciji ocenjujejo, da bo povprečen gospodinjski in mali poslovni odjemalec, ki porabi približno 4000 kWh energije letno, za omrežnino na leto plačal okoli 20 € manj. To velja tudi za tista gospodinjstva, ki se ogrevajo s toplotno črpalko. Tisti, ki ima danes že recimo energetsko varčno hišo in je že danes ravnal varčno, uporabljal tudi pametno upravljanje naprav, naprimer tudi toplotne črpalke, pri njem bo strošek iz naslova omrežnine lahko še nekoliko nižji. Večje spremembe se obetajo gospodinjstvom s sončno elektrarno. Odjemalec, ki ima na primer sončno elektrarno in toplotno črpalko in je do sedaj plačeval približno 90 € na leto omrežnine, bo po novem plačal za omrežnino na leto približno od 70 do 110 € več, govorim na leto, kar pa je odvisno od višine dogovorjenih moči in njegovih preteklih obremenitev omrežja. Končni znesek na položnici, na kateri strošek omrežnine predstavlja četrtino celotnega računa, vendarle ne bo tako visok, saj so ti odjemalci oproščeni plačila prispevka za obnovljive vire energije. Sicer pa lahko odjemalci na portalu Moj Elektro in spletni strani uro.si preverijo svojo porabo oziroma primerjajo stroške omrežnine pred 1. oktobrom in po njem. Na višino računa bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi cena električne energije. Z novim letom se namreč izteče obdobje reguliranih cen. Okoljsko ministrstvo pa vsaj za zdaj podaljšanja ne načrtuje. Tudi če tu odpravijo, jaz mislim, da so šle cene na borzi tako dol, da tukaj velike razlike ne bo. Je pa seveda to odvisno tudi od tega, kako so svoje delo opravljali tisti, ki zakupujejo električno energijo na veleprodajnih trgih.
Vprašanje pa je, ali bo vlada z novim letom znova uvedla tudi prispevek za obnovljive vire energije. Bolj verjeten je 3-mesečni odlog, saj na pristojnem ministrstvu ne želijo, da bi njegova ponovna uvedba sovpadla z zaključkom regulacije cen. Tudi zato se gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem ni treba bati prevelikih podražitev. Kurilna sezona je pred